Kako ne se danes mislil, da ti najboljš me ne pade na pamet. Že. Snapdragon 865 Plus, čist na dvudri Exynos 990. Ja, to bo užgal. Ne. Okej. Snapdragon 865 Plus in Exynos 990 izenačena po zmogljivosti. Boš? Nope. Okej, kaj pa to? Exynos 990 znatno boljši kot Snapdragon 865 Plus. A smo zdaj cool? A smo v redu? No. Živijo, sva Davor in Andraž iz The Sweet Tech TV in danes bo spet malo kritike namenila Samsungu in Samsungovim Exynos procesorjem, ki so v zadnjem času zelo vroča tema na področju mobilne tehnologije. Zaradi tega, ker ne bi bili slabši po performansu, kakor pa Qualcommovi Snapdragon procesori, sploh na top nivoju. Mava sicer eno dobro novico, naslednji Exynos 1000 ne bi zmanjšal to razliko oziroma celo boljši bil, kakor pa Snapdragon procesori. Mava pa tudi eno slabšo novico, o kateri bo več povedala na koncu videa. Tako da prosim, ostanite tukaj do konca videa, upava, da to ne bo pomenilo konca za najin YouTube kanal, ker lahko pomeni konc pač za male YouTube ustvarjalce. Prosim, ne? Veliko nama boste pa pomagali s tem, da se naročite na najin kanal, lajkate ta video, sledite nama pa tudi na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa itak tudi na TikToku. Če boste šli zdaj v Ameriko, boste lahko zdaj TikTok zloadali in ga uporabljali tam. Verjetno ste zdaj že od najinih videov nekako dojeli, da zmeraj posebej upozoriva, da imajo Samsungovi telefoni v Evropi v sebi svoj in-house, se pravi ta domači Exynos procesor. In da morate, če boste kupovali nov telefon in če je vmes Samsung v igri, biti pozorni na to. Ampak zakaj? A so Exynos procesori res toliko slabši kot Qualcommovi? In v čem je tukaj štos? Zdaj tako je. Note 20 telefoni, ki se jih prodaja v Evropi, imajo v sebi procesor Exynos 990. To je ta isti procesor, ki ga je imela spomladi že S20 linija. Medtem ko Samsung v Ameriki, pa na Kitajskem in celo doma v Južni Koreji prodaja Note 20 s Qualcommovim Snapdragonom 865 Plus, ki je nadgradnja Snapdragona 865 iz pomladi in ki je bil že takrat, glede na različne teste, razne benchmarke za performance, od 10 do 20% bolj zmogljiv kot Exynos 990. To je bilo spomladi, zdaj smo jesen, razlika se je še povečala in Davor, kje točno je ta razlika? Ja, če boste uporabljali telefon kot nek povprečen uporabnik, malo gledali novice, vreme, scrollali po socialnih omrežjih, kakšen video na YouTubeu pogledali, ne boste opazili razlike. Največja razlika mogoče bo v igricah. Veva, kaj mislite, zakaj folk igra igrice na telefonih, ampak je dejansko skozi več tega folka, ki je tudi na telefonih zahtevne videoigrice igra. In tukaj, če boste recimo igrali Fortnite, mimogrede, poglejte zadnji video od Fortnitea, če boste igrali Fortnite na Note 20 telefonu z Exynos procesorjem, bo lahko po pol urce se ful segrev in pa začel spuščati framese oziroma slikce in bo izgledal kot da lega. Telefon se bo pa lahko segrel tudi do 7 stopinj bolj, kar je... Ja, ni zanemarljiv. Ok, zdaj si pa predstavljate to situacijo. Vi se furate na faks ali pa v službo z javnim potniškim prometom in imate v rokah telefon, ki ima 55 stopinj Celzija. To se že orang pozna, orang vam bo zakuhal v roke. Povedan drugače, da doseže primerljiv, ampak ne boljši performance kot Snapdragon, se mora Exynos konkretno bolj segreti in skoraj 10 stopinj več ni majhna razlika. Če manj za igranje špil dol visi, manj za vzdržljivost pa performance baterije sigurno ne bo, ker Samsungovi Exynos
telefoni oziroma njihova baterija lahko tudi do 45 minut do 2 uri manj zdrži kot Snapdragon Samsung telefoni, kar je že velika razlika. Ja. Če se vam kam mudi, hočete stopiti v stik s kom ali pa da delate, kaj je velika razlika med tem, ali boste telefon pravočasno napolnili ali boste ostali brez baterije, pa se bo telefon ugasnil. Ja. In brez klica. Having a phone has finally paid off. Najbolj zanimive razlike so pa, ko pride do obdelave fotografij. Verjeli ali pa ne, 865 plus bolj obdela fotografije kot Exynos 990. Fotke imajo več detajlov, sence so bolj osvetljene, sicer to ne pride do izraza pri vseh fotkah, pa v vseh pogojih, ampak še zmeraj razlika je. Yep. In čeprav nobena od teh razlik, ki sva jih omenila, sama po sebi ne pomeni, da ne bi smeli kupovati Samsungovih pametnih telefonov z Exynosom, poudarjava, tega ne praviva. Samo upozoriva. Ja, da ne bo kdo kaj narobe razumel. Ko enkrat potegnete črto, vidite, da še zmeraj v končni fazi plačate v Evropi isto keša za telefon, ki je sicer roko na srce malo manj zmogljiv, kakor pa Američani in pa Korejci za boljšo verzijo. Torej, pač južnokorejsko podjetje v svoji državi, v svoje telefone ne da svojih čipov. To je malo čudno, po moje. Kaj vam to pove? Ja. Čeprav ta razlika ni ogromna, Samsung trdi, da sploh ni razlike med njima, ker sta oba čipa enako testirana in enako zmogljiva, ampak to so samo njihove besede, treba mu priti tudi k dejanjem. Ampak, ok, recimo bomo videli, kaj bodo v prihodnosti naredili. Očitno sicer vejo, da nekaj je na tem, ker zakaj bi v svoji državi dali boljši procesor, nam Evropejcem pa pustili, da trpimo slabšim procesorjem za enako ceno. Pač to ni fair. In kakor si rekel, nekaj se že kaže v tej smeri, da se vrača na bolje. In sicer posel med Samsungom in pa AMD-jem, ki bo baje na koncu leta 2021 ali pa šele 2022 poskrbel za grafiko na S in pa na Note liniji naprav. Če sploh še bo, če jo ne bojo združili z S linijo, ampak to je za en drug video debata. Kar je pa še bolj zanimivo, je pa to, da bo baje že Exynos 1000, ki si ga omenil na začetku videa, ki pride ven drugo leto in še ne bo sploh imel AMD-jeve grafike, premagal prihajajoči Snapdragon 875 po delovni zmogljivosti. Kakor enojedrni, kakor pri večjedrni uporabi in to sploh ne za toliko malo. Zaenkrat so to sicer samo govorice, nič ni preverjeno, prihajajo ven, kapljajo neki testi, benchmarki, ampak če se izkaže, da je to res, bi bilo res zelo dobrodošlo. Vse skupaj bi to pomenilo, da bojo Exynos procesorji po parih letih spet na prvem mestu vsaj med androidnimi telefoni po delovni zmogljivosti. Približajo se bojo celo zmogljivosti A14 Bionic čipa, ki bi prišel ven skupaj z iPhone 12 linijo. Ne bo se A14 Bionic veliko izboljšal iz A13, ampak že tako so te čipi razred zase v primerjavi s Qualcommovi pa Exynos procesorji, ker pa tudi še niso bili izvedeni testi za grafično zmogljivost. Na Exynos 1000 bo verjetno končna zmogljivost celotna Exynos 1000 slabša od Snapdragona 875, tako da bomo ta pravi entuzijasti mogli še kakšne par mesecev, eno leto počakati, da bo to sodelovanje obradilo sadove. Nekaj govorice so tudi, da naj bi Samsung namesto TSMC-ja, ki sva ga omenila v zadnjem videu od Huawei-ja, naredil Snapdragon 875 čipe, zaradi tega, ker ima Samsung že pripravljen 5-nanometrski proces za izdelovanje čipov, na katerem bodo zdaj vsi čipi baje bazirali. Ali je zaradi tega, ali pa mogoče zaradi tega, ker mislijo Snapdragon malo slabši narediti, bodo lahko Exynos čipi boljši, a ne? To, da končno to dosežejo. Hit, ni mislil, Samsung. It was a joke, honey. It was a joke. Evropejci trenutno ne moramo biti zadovoljni s tem, da nam Samsung za malenkost slabšo zmogljivost na njihovih pametnih telefonih zaračunava podoben kakor vsem drugim za njihovo superiornejšo Snapdragon verzijo. In čeprav je edin prav,
da jih Samsung sliši kar nekaj na ta račun in da potrošniki glede tega ne moramo biti veseli, da je to tako. Še zmeraj kaže, da so na obzorju boljši cajti, kjer bomo Evropejci končno dobili primerljivo zmogljive, če ne celo bolj zmogljive Samsungove flagshipe oziroma paradne konje, ki da bi končno upravičili svojo visoko ceno. Edina slaba novica je, da bomo mogli zgleda počakati vsaj še par mesecev do enega leta, ampak če bomo imeli na koncu boljše telefone, zakaj pa ne? Ja. Zakaj pa ne? Ja. Preden pa greva, pa tako kot sem na začetku videa rekla, oznati morava par zadev. Samsung trenutno ni najbolj zadovoljen z nama, zaradi tega, ker so povedala v zadnjem videu od Note 20 linije, ker so omenila, da pač ne kupiti Note 20, ki je navadne, ker je plastičen in za temu še zmeraj stojiva. Res je, ja. Par ostrih besed smo mu res namenili, ampak isto sva kritizirali Apple, Huawei in ostale, pa noben ni nič imel problema s tem. Ne vem, dajte bi imeli kaj. Ampak ja, pač obljubljava, da bova še zmeraj naprej iskrena do vas, da bova povedala tako, kakor mislila o posameznih telefonih. Ja. Upava, da sicer to ne bo še vse pomenil konc za najin YouTube kanal, se bova trudila, da bova še naprej objavljala videe. Ampak ja, če slučajno ne bi bila iskrena, lahko takoj nehava z YouTube kanalom. Ja, ker ne bo se šla tega. Ne. Ker v končni fazi od nobenih od teh podjetij nič ne dobiva in zato nobenemu niso nič dolžna. Tako da nič bat, mi da se bova maksimalno potrudila, da do tega ne bo prišlo. Vas pa prosva, da naj razumete v teh pač za naju res težkih cajtih, da bo od zdaj naprej mogoče malo težje prišla do Samsungovih telefonov oziroma do kjerikoli telefonov, iskreno, ker je situacija pač čist izven najinih rok. Zelo nam lahko pomagate, če všečkate tale video, pa se naročite, to je res največ, kar lahko pomagate. Pa če poznate kjerga direktnega dobavitelja, da lahko za naju zastavi dobro besedo, da bi dobila kakšen telefon za oceniti, pa ga vrnila nazaj, pač res super. Prosva, ja. Vsem upava nekako, da se bo prah okoli tega polegel in da bo lahko že kmalu ocenila to zloglasno Note 20 serijo. Zdaj, druga opcija je pa, da naj jo boste videli na dnu Save z zabetoniranimi plavutkami, kako pač štejeva ribe. Daj. Hec Samsung. Hec. Ne, se smo videli. V glavnem, hvala vam za vso vašo podporo, to res cenva, ker nama to ogromen zdaj pomeni. In zaupajte nama, prosim, v komentarjih dol, če zmeraj planirate kupiti Note 20 telefone, tudi če imajo Exynos čipe noter, boste počakali. Zelo cenva vaše mnenje. Tako da hvala za ogled tega videa, zaupajte nama v komentarjih, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau!